motorjih je prihodnost videti takole. Človek in motor se bosta povezala na način, da bo motor vozniku sugeriral, kako naj vozi. Motor bo iz voznikovega vozniškega sloga in branja njegovih telesnih znakov, potenja, bitja srca, dihanja in opazovanja oči prebral vozniško znanje in počutje voznika. Vozniku bo na to sugeriral, kako naj vozi, mu preprečil tvegane manevre ali pa bo motor vozil kar sam. Nesreč ne bo več in čelada ne bo več potrebna. Dovolj bodo dizajnerska projekcijska očala. Kdaj se zgodi ta avtonomna motociklistična prihodnost, ne vemo. Ne vemo tudi, če si jo motoristi v resnici želimo. Ampak vemo pa, da se skoraj zagotovo zgodi. Zakaj? Poglejmo, kaj zmore že odlično asistenčno opremljen motocikel letnika 2021. Ampak najprej, da sploh dobimo občutek, poglejmo, kakšni asistenčni sistemi se vse najdejo v najsodobneje opremljenih motociklih danes. ABS, Cornering ABS, ACS, TC, TC. In še, spisek gre v neskončnost. V glavnem, najsodobnejši motocikli imajo danes zelo veliko pamet. Jo imajo lahko motoristi zato kaj manj? To je retorično vprašanje. Pameti in izkušenj ni nikoli preveč. Ko smo že pri izkušnjah, tako kot vsako pomlad, je tudi letošnjo potekala akcija Motoristi za motoriste. Organizira jo Zavarovalnica Triglav in je za udeležence brezplačna. V avtomobilnosti akcijo motoristkam in motoristom zelo toplo priporočamo, saj je to zagotovo najboljši način za kakovostno ogrevanje pred začetkom sezone. Trening je sistematičen in voznika pelje prek različnih vaj in je namenjen voznikom vseh vrst motociklov in izkušenj. Med drugim se na treningu dotaknejo tudi zaviranja v sili in seveda varne vožnje skozi ovinek. O teh smo v avtomobilnosti že veliko govorili, prispevke pa najdete na naši spletni strani. In kako asistenčni sistemi med vožnjo delujejo na motorju, o tem bi lahko govorili ure, pravzaprav kar cel dan. Ampak mi smo pod drobnogled vzeli enega, MSC, Motorcycle Stability Control, po avtomobilsko ESP. 100krat na sekundo senzori računajo hitrost vrtenja prednjega in zadnjega kolesa, stopnjo nagiba, stopnjo pritiska v sprednji in zadnji zavori, izbrano prestavno razmerje, višino motornih vrtljajev, navor, koliko je zasukana ročica plina in še. Da si lažje predstavljamo, kaj vse morajo predelati motomožgani, si stvar poenostavimo. Če pnevmatika česa ne mara, potem ne mara, da jo presenetimo. Kaj to pomeni? Da nenadoma in močno zaviramo. In tukaj pride čas za vzporednico z avtomobilskim ESP-jem. Avtomobilske pnevmatike imajo 4 tako velike površine, s katerimi se dotikajo tal. Motociklistične pnevmatike pa 2 tako majhni. In tukaj nastane kritična razlika. Vsi senzori na motorju dobijo samo iz 2 tako majhnih površin vse podatke o tem, kako se vrtijo in koliko je oprijema. Ko sile pritisnejo na pnevmatiko, se naležna površina gume poveča. Poveča se tudi trenje. Najboljši oprijem je prav takrat. Zato motoristi pravimo, da za optimalno zaviranje počakamo na težo. In vsa znanost zbiranja in obdelave podatkov sloni na črpanju informacij iz te majhne površine. Vse zato, da bi bilo tudi v kritični situaciji zaviranje najbolj optimalno. Ampak pozor, ko ni oprijema, ga ni tudi za senzorje. Velja pa seveda tudi obratno. Če motocikl te pameti nima, mora, kot bi rekel Žan, Janez delati to z občutkom. Z veliko občutka. In v tem je največja prednost sistema MSC. Potem je tu druga reč. Če zaviraš na polno, se masa prenese naprej in zadnje kolo se hoče dvigniti. Če zaviraš v ovinku, motor noče več zavijati, ampak se hoče dvigniti in iti naravnost. Če smo močno nagnjeni in zaviramo, smo na meji oprijema in lahko pride do zdrsa in še, to je šele začetek. Pa poglejmo še eno motozanimivost.
Avto z majhno medosno razdaljo je okreten v ovinkih, avto z dolgo pa ima zelo dobro stabilnost pri visokih hitrostih, jasno in razumljivo. Pri motorjih pa pravzaprav nimamo samo ene medosne razdalje. Pri zaviranju se v resnici za malenkost skrči, pri pospeševanju pa za malenkost raztegne. V enem primeru je na krmilu bistveno bolj odziven, na drugem pa bolj stabilen pri pospeševanju, recimo. Že majhne milimetrske razlike tukaj naredijo kar precejšno razliko v vožnji. In to spreminjanje geometrije velja med vožnjo izkoristiti. Tokrat ne bomo šli globlje v temo zaviranja skozi ovinek, čeprav je to super zanimiva tema, ampak tudi precej kompleksna, zato jo obdelamo enkrat drugič. Tokrat se vprašamo predvsem, koliko fizikalnih zakonov lahko prelisiči sistem MSC, še posebej takrat, ko gre kaj narobe. Brez filozofiranja. Nagnjen ali na podlagi z slabim oprijemom, lahko motorist s sistemom MSC zavira optimalno glede na okoliščine. In to ne glede na njegovo znanje. In to je največja prednost tega sistema. Ker povprečnemu vozniku nikakor ni dano imeti, še posebej pa ne v kritični situaciji, tako natančnega občutka, kot ga lahko imajo senzorji, ki gibanje motocikla merijo 100krat na sekundo. Sistem dela vrhunsko. To so sistemi, ki odpravljajo vozniške napake. Take napake, zaradi katerih se danes na cestah zgodi veliko nesreč. V avtomobilnosti nakup takega sistema toplo priporočamo. Ampak najpomembnejši asistenčni sistem še vedno ostaja prediktivna pamet motorista. Poglejmo primer. Ni dovolj samo gledati daleč v izhod ovinka, kot pravi veliko motoristov po YouTubu. To je samo del informacije. Gledanje ni dovolj. Če samo gledaš, boš končal preblizu bankine ali preveč na sredini voznega pasu. Voznik mora tudi razmisliti, kje bi rad bil čez 2 ali 4 sekunde. Zato imajo vojaški piloti izrek. V glavi moraš leteti pred letalom. In pri motoristih, pri vožnji z motorjem, torej je popolnoma enako. V mislih, v glavi, ne samo z očmi, moraš biti pred motorjem, pri dogodkih, ki se bodo šele zgodili. To pa je predvidevanje. Predvidevanje pa je, kot vemo, najboljši asistenčni sistem.